Čudoviti svet sobivanja seveda je rubrika, ki obravnava raznovrstno paleto odnosov, ki nas obdajajo. Ne? Obravnava sitne mame, trmaste hčerke, primitivne sinove in očete, čudaške prijatelje, sebične fante, ljubosumne punce. Skratka, vse odnose in njihovo raznovrstnost. Danes, oziroma pred dnevi sem v nabiralniku zasledil tole zgodbo starejše gospe, ki se je pritoževala nad svojo hčerko in njenimi življenjskimi izbirami. Pa bom kar prebral. Imam 2 hčerki. Ena je stara 14 in ena 17. Z njunim očetom sva se ločila, ko sta bili še punčki, saj sem ugotovila, da me je več kot leto varal svojo sodelavko. Po ločitvenem postopku sta obe hčerki večino časa pri meni, bivši mož jih večinoma prevzame med vikendi. No, moja starejša hčerka je pred kakšnim letom začela hoditi s svojim prvim fantom, dajmo reči, da mu je ime Gregor. Gregor je bil veliko časa pri nas doma, tukaj se počuti sproščeno in sprejeto. Zdaj fant je simpatičen, prijazen, obziren, tudi v šoli mu gre solidno, skratka zelo sem bila vesela, ko sta začela hoditi. No, pred kratkim pa sem hčerko preslišala na telefonu, precej spogledljivo se je pogovarjala z nekim fantom, nisem bila prepričana, zdelo se mi je, da glas ni Gregorjev, ne. Potem pa mi je mlajša hčerka povedala, da jo je videla, kako jo je pobral nek drug fant in jo, preden sta se odpeljala, poljubil na usta. Tudi v dnevih potem, ko sem zvedla za incident, Gregor še vedno prihaja k nam domov. S hčerko se držita z roke, se smejeta, skratka še vedno delujeta kot povsem zaljubljen par. Čutila sem, da se v meni nabira jeza. Se imam morda tudi zaradi bivšega moža izjemno jasno in izjemno negativno mnenje o varanju. In ko je 3 dni nazaj Gregor odšel domov, sem zbrala pogum in svojo hčerko vprašala: a varaš svojega fanta z drugim? Rekla je, da se me ne tiče, in ko sem jo malo bolj pritisnila, je pojasnila, da je v razmerju ratalo mičkeno dolg čas in da z drugim fantom malo preverja, ni pa še prepričana, če želi biti z njim ali če zgolj uživa v začetni fazi zmenkarjenja. No, takrat sem jo, priznam, grdo nakurila in ji dejala, da ji dajem, če misli biti tako grda do Gregorja, house arrest, dokler ne bo iskrena z njim. Po prepiru je zbežala k svojemu očetu, klical me je včeraj, češ ne bom grenka do svoje hčerke zaradi tega, kar se je zgodilo med nama. Po vseh teh letih mi kreten še vedno zna stopiti na pravi živec, a tokrat sem prepričana, da sem jaz tista, ki ima prav. Ja, divja zgodba od začetka do konca. Kdo je tukaj kriv, ne? Gre res samo za najstniško zmenkarjenje, ki je temu primerno neresno, ali gre za nek grd začetek navade, ki rani in še bolj rani in lahko rani marsikoga in globoko in zatraumira. In to je to danes za čudoviti svet sobivanja. Do naslednjič.